Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji gostimo evropsko poslanko Ljudmilo Novak. Dobrodošli. Dober dan. Ko sva midva zadnjič se pogovarjala, seveda je bilo to pred evropskimi volitvami, ko sva snemala oddajo, takrat ste nekako napovedovali, da kakšen poslanec pa že bo strani Nove Slovenije, in na koncu vam je uspelo. So bila mogoče pričakovanja večja? Ja, zagotovo smo si želeli, da bi bila izvoljena vsaj dva poslanca. Saj mi smo imeli zelo dober rezultat za enega poslanca. Ja. Zmanjkalo je pa nekoliko za drugega. Pač tudi konkurenca je bila večja. Pred 5 leti še ni bilo stranke LMŠ, ki je zdaj zelo močna in je dobila 2 poslanca. Ampak konec koncev smo pa bili veseli, da smo dobili poslanca, ker veliko strankam ni uspelo. Koliko pa se je Evropski parlament, pa sestava Evropskega parlamenta spremenil od takrat, ko ste bili prvič evropska poslanka? No, že od prejšnjega mandata se je 60% poslancev zamenjalo. Sedaj je še nekaj tistih poslancev, ki so bili že v mojem času poslanci. Takrat so bili še sorazmerno mladi, tako da do menjave generacije zagotovo prišlo. Nekaj je še starih, veliko je pa novih. In kaj pa tako, sestava politična, ne? Pred temi zadnjimi evropskimi volitvami je bilo kar v javnosti, pa tudi mediji so veliko to poudarjali, da lahko pridejo, da več mest dobijo ekstremistične stranke, recimo na skrajni desni pa na skrajni levi, ampak potem nekako se ni to zgodilo. Ja, v Evropi se širi ta populizem, nestrpnost, ker se je pa prej zgodil Brexit. Seveda v Veliki Britaniji oziroma teh poslancev v Evropskem parlamentu, število teh poslancev se je zelo povečalo, ampak po drugi strani so pa ljudje vendarle ugotovili, da ni tako enostavno izstopiti in da država, ki izstopi, marsikaj izgubi, veliko ugodnosti izgubi. Zato so začeli malo drugače razmišljati in so te proevropsko usmerjene stranke vendarle dobile večino v Evropskem parlamentu, medtem ko te antievropske stranke, bolj nacionalistične stranke, skrajne stranke pa igrajo manjšo vlogo. Hvala Bogu, zaenkrat je to zelo dobro, kajti sicer bi lahko imeli velike težave pri sprejemanju vseh dokumentov, tako rekoč. No, Evropska ljudska stranka je še vedno zmagovalka tudi teh evropskih volitev. Ampak verjetno je pa bilo pričakovanje vseeno malce več poslancev. V Sloveniji? Nasploh. Ja, nasploh. Seveda tudi poljska stranka oziroma politična skupina, ki je spadala v Evropsko ljudsko stranko, se je razdelila. Tam na Poljskem sedaj vladajo skrajni konzervativci, ki so oblikovali svojo politično skupino v Evropskem parlamentu in na ta način se je tudi Evropska ljudska stranka zmanjšala. Nekaj poslancev je bilo tudi manj izvoljenih, še vedno pa smo največja politična skupina, kar pa ne pomeni, da lahko sami kaj dosežemo, vedno moramo iskati soglasje z drugimi političnimi skupinami. In v Evropskem parlamentu ni nič nenavadnega, da se oblikuje večina skupaj s socialnimi demokrati oziroma socialisti in demokrati, z liberalci, Renew sedaj, malo manjkrat zelenimi, ker zeleni grejo zelo skrajnosti ponavadi, ampak to so stranke, ki so proevropsko usmerjene in z njimi laže dosežemo neke dogovore. Kako pa je z Orbanovo stranko Fides zdaj, nekako je napol v čakalnici, ne? Ja, torej v sami stranki EPP imajo glasovalne pravice zamrznjene. Zato tudi na zadnjem kongresu, ki je bil v Zagrebu, niso bili prisotni, se ga niso niti udeležili. Medtem ko seveda v parlamentu je Fides še vedno član Evropske ljudske stranke, politične skupine Evropske ljudske stranke, tam normalno delujejo, vedno pa imajo svoje glasovalne liste, tako da velikokrat glasujejo drugače kot sicer Evropska ljudska stranka. Kaj napovedujete, glede na vaše izkušnje, kaj se bo zgodilo? Bo Fides, bo Orban s svojimi
poslanci ostal del Evropske ljudske stranke ali se bo pridružil kakšni bolj desni grupaciji? No, do te odločitve bo kmalu prišlo, najverjetneje že februarja, ker se pripravlja poročilo v zvezi s tem. Vse tako zgleda, da si želijo oditi, tudi glede na glasovanje. Velikokrat glasujejo tako, kot recimo ti poljski poslanci glasujejo, kot da oblikujejo neko koalicijo, tudi nekateri slovenski iz EPP-ja tako glasujejo. Menim, da to ni dobro, kajti prav zaradi te močne Evropske ljudske stranke in zato, ker so bili člani Evropske unije, so te države napredovale, marsikaj dosegle. Sedaj pa zgleda, kot da so postale samozadostne, da jim ni več mar za skupnost, ampak hočejo uveljavljati zgolj svoje interese. To pa za njih ne bo dobro in seveda tudi za Evropsko skupnost ni dobro. Menim pa, da bo Evropa brez njih lažje preživela, kot bojo pa oni brez tega denarja ali pa brez te skupnosti. Seveda mislim, da ne bojo šli ven iz Evropske unije. Vse tako kaže pa, da bi se lahko zgodili, da bodo šli ven iz Evropske ljudske stranke. Češ, da ni več dovolj desna ali pa konzervativna, ampak to ni res. Evropska ljudska stranka je takšna, kot je bila tudi prej. V svojih stališčih se ni spremenila, vendar vedno iščemo nek dogovor, dialog. Ne gremo v skrajnosti, tam pa včasih gredo tudi v skrajnosti oziroma dobro vedo, katere so tiste teme, ponavadi ideološke, ki ljudi razburijo in na ta način pač določen del ljudi dobiš na svojo stran. Ne glede na to, ali je to prav ali ni prav, ampak so pač določene teme, ki tako v Sloveniji ljudi vznemirijo, razburijo, ker potem volilno telo razdelijo. No, zdaj, če predpostavljava, da gre Fides potem v prvi polovici leta ven iz Evropske ljudske stranke, iz te grupacije, verjamem, da Nova Slovenija se še vedno vidi v delu Evropske ljudske stranke. Kaj pa menite? Omenili ste že, da nekateri v Sloveniji, verjetno tu mislite na poslanca obeh stranke SDS, kaj pa ona dva? Mislite, da bo šla stranka tudi skupaj z Fidesom? No, zagotovo glede na dobro sodelovanje. Ja, očitno Fides pa SDS dobro sodelujeta. Vemo, da sta tudi finančno povezani stranki, tako rekoč, da tudi Orban podpira nekatere medije v Sloveniji, tudi drugod po Evropi, ker želi na tak način širiti svoj vpliv. Seveda morali bodo sprejeti odločitev, ko bo do tega prišlo. Nihče ne more sedeti na dveh stolih, pač moraš povedati, kam se nagibaš. Nova Slovenija je trdna članica Evropske ljudske stranke in bo takšna tukaj tudi ostala. Omenili ste prej že Brexit. Zdaj na teh zadnjih volitvah v Združenem kraljestvu je v Veliki Britaniji zmagal stari mandatar oziroma predsednik vlade Boris Johnson. Menite, da bo, zagotovo bo šel po poti izstopa Velike Britanije ven iz Evropske unije? Kaj to po vašem pomeni za celotno Evropo? Velika država je to, ne? Ja, zagotovo obžalujemo, da so se Britanci na referendumu tako odločili, ne glede na to, kako so tudi določeni zunanji dejavniki manipulirali z ljudmi. To je zdaj dejstvo, da odšli bodo, kajti ta saga, to odhajanje zdaj traja že zelo dolgo časa, že 3 leta, tako da so se ljudje že tudi tega naveličali in so rekli, zdaj pa naj se že zgodi, kar se mora zgoditi. Tudi v Evropski uniji smo razmišljali na podoben način. Obžalujemo, da odhajajo, ampak ker so že tako daleč na tej poti, je prav, da se enkrat to zgodi. Sedaj se bodo začela oziroma zadnjim januarjem naj bi izstopili, tudi v Evropskem parlamentu nekako se moramo s tem seznaniti in to potrditi. Potem se bodo pa začela pogajanja. Potem se bodo pa začele, po mojem, šele težave. Ja, zagotovo ne bo enostavno.
Torej, pogajalec, ki se je že prej pogajal z Veliko Britanijo, je tudi sedaj glavni pogajalec Evropske unije, Michel Barnier, ki je tudi izkušen. Seveda si želimo, da bi dosegli dober dogovor, vendar ves čas je poudarjeno, da članica oziroma država, ki je izstopila, ne more imeti več enake ugodnosti oziroma enake pravice kot države članice. In to je dejstvo, tako da spremembe zagotovo bodo. Seveda pa je potrebno zaščititi evropske državljane, ki živijo v Veliki Britaniji, in seveda tudi obratno, tako da bo ta prehod tudi za njih čim lažje in čim manj boleč. Zakaj po vašem Američanom to ustreza, recimo Donaldu Trumpu? Zato, ker Našemu zetu, ne, slovenskemu zetu. Zato, ker jim ni všeč, da bi bila Evropska unija močna, ker laže s tistim manipuliraš ali pa ga nekaj izsiljuješ, če je šibak, kot pa če je močan. Zato je tudi Ameriko in tudi druge akterje motilo, da je evro tako močan. Včasih je bil le dolar najmočnejši, sedaj pa evro vendarle je stabilna valuta, močna valuta, in to ni vsem všeč. In še drugim velesilam, ki želijo enotnost Evropske unije zamajati, tudi na ta način, da financirajo določene populistične stranke na nek način ali pa na drug način želijo vplivati na Evropsko zvezo, da bi se vezi čim bolj razrahljale. Lahko to Evropa kompenzira recimo izgubo dobršnega dela svojih prebivalcev, recimo Velike Britanije, to kompenzira s kakšno priključitvijo večje države, recimo Ukrajine ali pa kaj podobnega, da je spet navzven močnejša. Se to kaj pogovarja, govori o tem? Ja, torej Ukrajina je ena od možnosti, vemo, da pač tam je zapletena situacija tudi zaradi Rusije in Krima. Potem vemo, da želita postati članici Severna Makedonija, Črna Gora, Albanija, in nažalost so nazadnje nekatere države rekle stop tem državam. Menim pa, da se tukaj že dogajajo spremembe, da prihaja do tega spoznanja, da bi bilo dobro te države čim prej sprejeti za članice Evropske unije, da se ta Zahodni Balkan ravno tako vključi, ker je pomemben tudi za Evropsko unijo, kajti če jih mi ne bomo vključili, se bodo obrnile drugam in bodo druge velesile imele večji vpliv nanje. To pa pomeni, da so se že precej približale tudi Evropski uniji. Vemo, da je pač Turčija že toliko časa kandidatka, pa verjetno ne bo nikoli postala članica, kajti tam so se razmere tudi spremenile od nekako demokratične ureditve, je sedaj čedalje manj demokracije v tej državi in čedalje manj so sposobni izpolnjevati kriterije, ki jih zahteva Evropska unija, tako da po moje bodo ostali kot neki, da imamo dobre povezave, dobre odnose, jih tudi potrebujemo, sploh zato, da ščitijo tudi evropske meje pred migracijami. Ja, in jih seveda tudi plačamo in tudi Erdogan vedno grozi, če ne boste pridni, bomo pa malo meje odprli, in je to sposoben narediti. Nekaj milijonov migrantov spet tu na naših mejah. Tako da Evropa, tako kot je po eni strani zgled demokracije in tudi dobrega življenja, če tako rečem, po drugi strani je pa z vseh strani ogrožena, ali pa vsi ti globalne sile si vendarle ne želijo, da bi bila Evropa premočna. Medtem ko ta muslimanski svet pa tako vemo, da ima svoje interese in da z veseljem pošilja migrante proti Evropi. No, mi imamo sosedi kar dolga leta že odprta vprašanja, predvsem s Hrvaško. Zdaj arbitražno sodišče je odločilo, kakor je, dodelilo, nekako postavilo mejo. Seveda Hrvati nekako tega ne sprejemajo.
bliža se tudi vstop Hrvaške v Schengen, ker jaz čisto tako praktično rečem, fajn, ne bo treba več čez mejo na kontrolo, ampak vseeno, kako pa vi na to gledate? Lahko Slovenija izkoristi tu pogajalski položaj, mogoče celo prvič, pa reče, glejte, najprej priznajte arbitražni sporazum, potem boste pa prišli v Schengen. Ja, lahko bi to rekli in tudi nekatere druge države imajo pomisleke, predvsem zaradi tega, ker velika ali pa mnogi menijo, da Hrvaška enostavno ne bo zmogla varovati svojih meja po šengenskih predpisih. Zakaj? Hrvaška ima veliko mej, zelo razčlenjenih meja, ki jih bo zelo, zelo težko tehnično varovati. In tega se tudi sami zavedajo. Tako da mogoče bi jim še celo prav prišlo, da bi bila Slovenija kriva, če ne bi oni vstopili v Schengen. Zdaj, ta arbitražno sodišče je razsodilo tako, kot je razsodilo. Seveda v nekaterih točkah smo kaj izgubili. Sama menim, da je to maksimum, kar verjetno bi lahko dosegli, da na pogajanjih samo Hrvaško bi težko dosegli več. Čeprav bi kje drugje bilo mogoče tudi bolj pravično, da bi bilo drugače, recimo sploh Piranski zaliv, ki je vedno bil naš tako rekoč, ne, ampak je še sorazmerno ugodno za nas. Tisti, ki pravijo, da bi se morali vrniti nazaj, ne, mislim na slovenski strani, Hrvatje tako to pravijo. Janševa stranka SDS. Ne verjamem, da bi lahko v pogovorih kdaj dosegli več in vemo, kako so ti pogovori vedno potekali, ko smo se že nekaj zmenili, pa potem niso ratificirali v Saboru. Seveda, zakaj se Hrvaška tudi opira, da bi bila meja na takšen način določena? Zaradi tega, ker imajo nerešene mejne probleme tudi z ostalimi bivšimi jugoslovanskimi republikami in ne želijo, da bi arbitraža postala vzor oziroma da bi z arbitražo določili tudi druge meje, ker pogajalci so odlični, lobisti tudi. Nekdo tretji pa lahko drugače odloči. Ja, in vedno računajo, da bojo kaj pridobili. Sej oni pravzaprav nimajo hude zgube, če meja med Hrvaško in Slovenijo ni dokončno rešena. Kaj pa njih to ovira? Nam je to večja ovira kot pa njim. Imajo pa vedno neko kost, ki jo lahko glodajo oziroma povodec, s katerim nas lahko držijo. Seveda pa, če bo Evropska pa dobila to šengensko mejo, tudi sama nisem prepričana, da bojo sposobni tako dobro varovati, da ne bi bilo teh nezakonitih prehajanj in potem se lahko zgodi, da bomo mi sami še enkrat morali to mejo varovati. Tako kot na nek način Avstrijci, ne? Ja. Pa Italijani tudi. Tako. Tudi ne zaupajo čisto očitno nam, ne? Ja, ker oni imajo pa še bolj zahtevno mejo, kot je pa hrvaško-slovenska meja, ne? Tako da lahko Slovenija bi bilo to koristno, da kaj pogojuje? Na vsak način mora pogojevati, da mora Hrvaška izpolnjevati merila, kriterije, da mora biti tehnično pripravljena, da mora izpolnjevati vse pogoje brez popuščanja, ker te meje so preveč resna zadeva postale. Vemo, koliko je prehajanj, koliko je tihotapcev, ki služijo na ta račun, kaj se nam dogaja in zato je v interesu Slovenije, da je meja vseeno dobro varovana. No, kar nekaj vlad ste že dali v svoji politični karieri skozi, v eni, drugi Janševi vladi ste bili tudi ministrica. Ne vem, je bila tudi takrat kdaj kakšna seja, recimo v Srbiji, skupna seja srbske vlade, slovenske vlade, ali pa kaj podobnega s kakšno hrvaško vlado? No, mi smo bili, sama sem bila eno leto v vladi, v tistem času ni bilo takšne seje. Ja, ZUJ smo sprejemali in še marsikaj. Imeli smo seje na terenu v različnih regijah, ko smo obiskovali Kar je dobro, ne? Ja, kar je dobro, ker smo tam spoznali terene, probleme tistega območja, vsak minister za svoje področje, to je bilo zelo dobro. Zdaj imamo po Srbiji kdaj, ne, takšno sejo vlade. Ja, tega ne razumem, je čisto samo dobro. Da ne bomo še v Rusiji imeli, pa bo dobro. Ja. Ok.
ne bova več o tem. Imamo novo Evropsko komisijo, Ursula von der Leyen jo nekako vodi, zelo širok spekter ministrov, niti ne znam resorje našteti, ker niso klasični resorji, finančno ministrstvo, ministrstvo za promet, ministrstvo za zdravstvo, ampak tako. Naš komisar bo imel krizno ministrstvo, na nek način humanitarno. Ob teh dogodkih, to je dobro verjetno, ne? Ja, glejte, vse kadar so neke krize, krizne razmere, takrat si vsi želimo, da bi dobili kako pomoč, da bi bila čim bolj učinkovita, in to je pozitiven resor. Seveda je tudi zahteven, ker takoj, ko se nekaj zgodi, prav ta teden sem imela pogovor z gospodom Lenarčičem, je prosil. Ja, je bil v Albaniji, je povedal, kako tam stvari potekajo in kako je tudi Evropska unija že isti dan, ko je država zaprosila pomoč, že isti dan je sprožila ta mehanizem in kaj je vse tam naredila, da je pomagala ljudem. Tako da to je zelo pozitivna stvar. Seveda si pa v Sloveniji včasih domišljamo, da mi lahko dobimo najboljše pa najbolj pomembne resorje, tukaj pa nismo skromni, in se ne ocenjujemo realno. Pač tega smo dobili, sama menim, da je dobro, da je Lenarčič bo dober komisar, da ima dovolj izkušenj in to je pomembno, da nam ne dela sramote, in da ni vpleten neke korupcijske škandale. Tako da jaz pozitivno gledam na to. Nihče, ne levica, ne desnica si ga na nek način ne more lastiti, ker kolikor vem, je deloval čisto pod vsemi vladami, pa korektno, Ja, je bolj kot nestrokovnjak, kot politik. Ja, v času prve Janševe vlade, ko je Slovenija predsedovala in sem bila tudi jaz evropska poslanka, takrat je bil glavni govorec, mislim, da je bil državni sekretar za evropske zadeve, če se ne motim, in ko parlament obravnava določene točke, tam predstavnik predsedstva, države, ki takrat predseduje, in je on najpogosteje zagovarjal pač stališča predsedstva, tako da bi bilo zelo nenavadno, da bi pa zdaj rekli, ko je bila naša vlada, je bil odličen, zdaj pa, ko ni več naše vlade, pa ga je nekdo drug predlagal, zdaj pa za nič. Jaz tega nisem mogla narediti, ampak sem pač ga poslušala in iskreno povedala, da je primerno zagovarjal ta resor. Ste ga vsi slovenski poslanci, evropski poslanci podprli na glasovanju po spominu? Ja, veste, kako je. V bistvu sem samo jaz imela to možnost, da sem mu lahko postavila vprašanje, ker sem v odboru, ki je bil na tem zaslišanju. Ker kandidati so bili zaslišani glede na svoje področje, posameznih odborih. No, in vi pokrivate? In jaz sem v odboru za okolje, javno zdravje in prehrano, ki je bil del, to se pravi pridružen odbor, glavni odbor je bil odbor DEVE, torej za razvoj, mi smo pa tudi lahko postavljali vprašanje, sicer v manjši meri, in jaz kot edina slovenska poslanka sem mu dejansko lahko postavila vprašanja. In ste mu ga? In sem mu ga postavila, tako da sem bila z odgovorom zadovoljna. Obvlada. Sama sem opozorila tudi na problem razdeljevanja teh pomoči, kajti včasih se dogaja, da pač ta pomoč se razdeljuje tudi preko civilne družbe in teh organizacij in te organizacije potem dajo denar neki drugi in se včasih celo zgodi, da pride v neprave roke in da podpira denar tiste projekte, ki so pravzaprav nasproti z idejami Evropske unije. Zato je treba to nadzorovati, kam gre denar, kako se razdeljuje, in sama se najbolj nagibam k temu, da je treba ljudi naučiti loviti ribe, ne samo deliti ribe na takšen način, kot dela misijonar Opeka na Madagaskarju. In sem tudi to izpostavila s ponosom, da misijonar slovenske krvi tako uspešno vodi ta projekt, oziroma to je res samo za zgled lahko. Bi si že zdavno zaslužil kakšno Nobelovo nagrado za mir. Natančno tako, jaz smo ga že tudi kar nekajkrat predlagali. Ste se s predsednico komisarke mimogrede kaj pogovarjali že, ste ji povedali, ona ima mislim, da 6-7 otrok?
Ja, 7. Ste povedali, da imate pa vi 9 vnukov. Tega še nisem uspela, ampak ta teden v sredo, ona pride vedno malo pred začetkom, medtem ko aktualni predsednik parlamenta Italijan vedno zamuja. Tako da sem pred začetkom zasedanja v sredo se z njo pogovarjala, tudi fotografirala, me je vprašala, od kod sem, tako da sva izmenjala par besed, zdaj že drugič, prišla je tudi na politično skupino. Zanimiva ženska, zelo energična, drobcena, bi človek rekel, kot včasih pravijo, da je strup v majhnih flaškah, pa ne mislim, da je strup, ampak gospa z veliko energije, ki je tudi zelo dobro že predstavila ta zeleni dogovor in se zdi, kot da je Evropa tudi z njo dobila nov zagon, da ve, kaj hoče, kaj je treba narediti. Tako da jaz sem zelo optimistična. Pač Velika Britanija bo šla, je treba to zaključiti, mi imamo pa druge naloge. Kar se zelenosti tiče, mislite, da je z njo zadovoljna tudi mlada okoljevarstvenica Greta? No, sej prav. Okoljska aktivistka, bolj tako, no? Je prav, da na to opozarja, je tudi prav, da so se mladi vključili, da nas na to opozarjajo in je prav in je nujno, da nekaj naredimo. Problem je ta, kot se je sedaj videl tudi v Madridu na tej podnebni konferenci, da Evropa ima ideje, želi, hoče, predlaga, medtem ko tisti največji onesnaževalci pa temu ne sledijo. Kitajci, Rusi recimo, tako, Američani. Kitajska, Indija, Amerika, Indija, to so največji onesnaževalci, medtem ko Evropa povzroča komaj 9% emisij. In želimo postati do leta 2050 brezogljična družba. Dobro je, da imamo cilje. Jaz sem prepričana, da tudi če nam še ne sledijo, ampak poslušajo, in mi moramo dokazati, da spremembe so mogoče. Seveda to se ne more zgoditi na vrat na nos, pa čez noč, ne moramo zapreti takoj vseh premogovnikov, vseh termoelektrarni. Ja, ampak v nekaterih državah je pa še ta energija zelo močno prisotna, recimo zato tudi Poljska ni podprla tega podnebnega dogovora, tudi Nemčija je velik onesnaževalec, ker ima veliko industrije, ne. Ampak potrebno je videti, kje, kako, v kakšnem času, na kakšen način sprejeti ustrezne ukrepe, zato zagotoviti tudi finančna sredstva in tej smeri bo pa šla zdaj prihodnja finančna perspektiva, tudi Evropska investicijska banka. Pred kratkim smo imeli direktorja te banke, ki je predstavil, da bo 50% vseh naložb šlo prav za takšne projekte, trajnostne projekte, ostalih 50% bo pa to podpiralo. Tako da, če bomo prave ukrepe izvajali, bomo pač tudi svetu pokazali, kakšna je pot, kaj moramo narediti, kako se to naredi, ne. Potem pa upam, da bodo tudi drugi sledili, kajti saj imajo sami tudi velike težave. Se vidimo, koliko je raznih neviht, poplav, grožnje, da bodo izginjali celi otoki, da bodo obale poplavljene in podobno. Pa da bo se zgorelo, ne? Ja, zato bomo morali res vsi skupaj bolj odločno se teh problemov lotiti. Tukaj je pa seveda tudi nek razkorak, recimo zeleni, ki ponavadi ne vodijo držav, ne, ampak so zelo močni aktivisti v tej... Večna opozicija, večni revolucionarji na nek tako, način. Oni bi vse zaprli, ampak potem je pa problem delovnih mest, kako bomo živeli. Nagi pa tudi ne moramo hoditi po svetu, ne. Natančno tako. Nekdo je to izdelal, ne, ker imamo oblečeno. Ja. Zato moramo te ukrepe sprejemati tudi s premislekom in realno moramo biti ambiciozni. Pa mogoče tudi malce manj biti sebični, ne nekje drugje onesnažujejo, pa ne nekje drugje postavijo fabriko, da ne bo meni smrdelo, ne. Ja, natančno tako, ker svet je povezan, ne glede na to, da mi proizvajamo samo 9% teh izpustov, ampak vse se vrne tudi k nam, kar se drugje narobe dela, ne. Enkrat je pred kratkim eden dejal, da pri nas v Sloveniji je še kar dobro, ker zrak, ki ga dihamo, ne vidimo, ne. Nekateri nimajo takšno srečo. Ja, vse vemo. Da dobesedno vidijo, ne. Tako. Da dobesedno jejo. Ja. In to pa je
problem. No, glede na to razklanost slovenske politike, tudi ob tem zadnjem imenovanju ministrice, koroške Slovenke, doktorice Angelike Mlinar, kakšni so pa odnosi osmerice evropskih poslancev, ki prihajate iz Slovenije v Evropskem parlamentu? Ste tudi tako razklani? Mislim, da ne. Pač vsak deluje v svoji politični skupini, mi se normalno pogovarjajo, jaz osebno nimam z nobenih posebnih težav, saj na eni strani smo vsi ljudje, zastopamo Slovenijo, smo pa demokratična družba in je pač prav, da imajo ljudje različna mnenja, različna stališča. Pomembno je pa, kako si mi ta stališča in argumente izmenjujemo. Ali se žalimo, ali skušamo na podlagi argumentov pač drug drugemu nekaj dopovedati. Vi ste že imeli eno slabo izkušnjo, ne? Ko je šlo za neko glasovanje v uvajanju spolne oziroma ukinitvi spolne vzgoje na Poljskem. Ja, v šolah. Ne? Tako, v Evropskem parlamentu smo sprejemali resolucijo, v kateri pač opozarjamo na to, da to, kar želi uvesti poljska vlada, ni demokratično, ni dobro, ni pametno, kajti želijo prepovedati kakršnokoli spolno vzgojo v šolah, celo zelo visoke zaporne kazni za tiste, ki bi to izvajali, in z veliko večino je parlament to podprl. Seveda meni je potem bilo strani neke stranke očitano, da zdaj podpiram Legebitro, da sem spremenila svoje mnenje in tako naprej. Skušam ves čas glasovati po svoji vesti. Seveda v teh resolucijah je vedno tudi kaj takega, kar ni čist meni všeč, 3/4 ali pa 90% tega pa je in se mi je zdelo prav, da to resolucijo podprem, kajti menim, da je spolnost pomemben del našega življenja in da morajo mladi biti o tem dobro poučeni, prav poučeni in strani strokovnih oseb poučeni. Vemo, koliko sedaj pretiče več nevarnosti tudi strani spleta in podobno. In zato enostavno ne morem podpirati pač teh idej, ki jih želi uvajati poljska vlada, da je vse to treba prepovedati, češ da spolna vzgoja sili mlade k več spolnosti. Ravno obratno, bolj ko bodo o tem poučeni strani pravih ljudi. Ne pa prek spletnih strani, pa tako naprej. Ne? Tako. Več bodo Ampak, lejte, to so takšne točke, ki so zelo občutljive, na katere so ljudje zelo občutljivi tudi pri nas. Tudi sedaj smo sprejemali eno resolucijo, nekaj podobnega, proti nasilju nad osebami LGBT. Jaz sem proti kakršnemu koli nasilju. Seveda pa lahko kakšen člen bereš tudi, kot da mi to forsiramo, kar pa ni res, ne? Zato sem se na koncu vzdržala, sem pa proti kakršnemu koli nasilju nad komerkoli, seveda tudi nad manjšinami in nad temi osebami. Ampak nekaterim pa pač te teme zelo ustrezajo, ker ljudi delijo in na ta način tudi potem laže vladajo, če na takšnih temah ljudi delijo. V Sloveniji imamo zdaj očitno pa res da manjšinsko vlado, seveda vedno pride kje ali pa pomaga kakšen poslanec, da vlada sprejme proračun, izvajanje proračuna, pa tudi nekako, da si zapolni ministrsko ekipo. Bo težko verjetno, ne, prišla do konca. Kakšne so vaše napovedi? Je kakšna alternativa, se lahko sestavi nekaj drugega, lahko SDS prevzame vlado, postane Janez Janša, potem namesto Marjana Šarca predsednik vlade. Bodo predčasne volitve? Ja, takšna vlada bo toliko časa, dokler te vladne stranke res ne bodo želele iti na volitve. Nekateri sicer želijo, pa čakajo, da drugi povzročijo tako krizo, da bo potrebno iti. Tistim, ki dobro kaže na anketah. Medtem ko vemo, da kar nekaj vladnih strank so zelo na dnu lestvic in kaže, da tudi na prihodnjih volitvah ne bodo prišle več v parlament.
tem pa zagotovo ni v interesu, da bi kmalu šli na volitve. Seveda je vedno možna tudi neka druga vlada, vendar bi jaz bila previdna pri tem. Menim, da bi bile boljše nove volitve, da dejansko tista vlada, ki se sestavi, je polnomočna, začne delo od začetka, pripravi svoj program, ga izvaja, tukaj pa bi šlo zdaj neko prerazporejanje, neko matematiko, tako rekoč, tako da jaz sama osebno takemu načinu delovanja nisem najbolj naklonjena. In tudi menite, da bodo predčasne volitve kot kakšna druga vlada? Ja, zelo težko bo, ali pa bi bilo, da bi ta vlada, manjšinska vlada, lahko še kakšne pomembne projekte izpeljala. Sicer ima dvoletni proračun in če imaš proračun, lahko marsikaj narediš. Ne moreš pa sprejemati take zakonodaje, ki je zelo zahtevna ali pa delikatna, če nimaš večine. Po drugi strani pa vprašanje, koliko si državljani sploh želijo kakšnih reform, ker kolikor jaz poznam te navadne, tako imenovane navadne ljudi, pravijo, po vsaki reformi imamo manj. Ja, toliko časa lahko vlečemo, dokler res ne zazija prepad, ko je pa treba nujno narediti. Tako kot je bil tisti Zujf, ne? Ja, poglejte, zdaj imamo čas debelih krav, nikoli še ni bil proračun tako velik kot sedaj, pa vendarle nismo nič naredili, da bi nekatere probleme rešili, kot je zdravstvo. To, kar zdaj želijo, torej to dodatno ukiniti pa prenesti na obvezno in to, s tem ne rešijo ničesar. Vse druge stvari bi bilo potrebno rešiti, od organizacijskih do kadrovskih, čakalnih vrst, da ne govorimo o sprejemu zakona o dolgotrajni oskrbi. To so vse veliko večji problemi, ki bi se jih morali lotiti. Se pa gremo tukaj, tu so pa neke všečne poteze, kajti Levica vedno pravi in zagovarja samo javno, s tem misli državno zdravstvo, ne? Ker koncesionarji so tudi del javnega zdravstva in s tem nabira glasove, namesto da bi se pogovarjali o tem, kako bomo organizirali to javno zdravstvo tako s pomočjo državnih inštitucij kot zasebnikov, da bo čim bolj učinkovito, da bo čim bolj racionalno, da bodo pacienti imeli čim več od tega. Se pa gremo, a je državno ali je zasebno, in to postaja glavni problem. Po drugi strani se pa zdi, da Slovenija, pa tudi politika res dobro deluje takrat, ko pa res voda teče v grlo, ko je kriza. Ko smo se osamosvajali, demokratizirali, takrat je nekako narod stopil skupaj, tudi politika se je kar precej poenotila. Ko je bil tisti problem takrat v času krize druge Janševe vlade, nazadnje so bili sprejeti zelo nepriljubljeni ukrepi, ampak ki so nekako vendarle popeljali Slovenijo na ta pota, kjer je zdaj. Seveda bi bila lahko še mnogo višja. Ja, samo treba je biti pa pogumen, da sprejmeš take ukrepe, oziroma mora biti že res hudo, da jih sprejmeš. To ni lahko, ko so nam že grozile razne trojke in smo dobivali ne vem kakšne črne scenarije, ne, je bilo to potrebno narediti. Ampak seveda tisti, ki to naredijo, potem niso priljubljeni. Zato je zelo pomembno, da tisti, ki pride na oblast, da ima izdelan načrt, kaj bo naredil takoj na začetku, potem se pa počasi že kažejo učinki tudi teh drastičnih ukrepov. Pri nas pa ne vem, če ti, ki so prišli v zadnjih letih do vodenja države, imajo sploh kakšen načrt, ker še včeraj jih ni bilo. Ja. Lejte, tu je pa zdaj naš skupen problem. Ljudje seveda so nezadovoljni s politiko in potem pričakujejo, da nekdo na novo je prišel, ta pa bo zdaj boljši, ta bo pa rešil, ker so nad prejšnjimi razočarani. Res pa je, da ta novi potrebuje kar nekaj časa, da so kadri usposobljeni, da ve, kaj hoče, da dobi izkušnje, zato so take poteze lahko zelo tvegane.
Tako da, če se bi bolj odločali tudi potem na podlagi programov, na podlagi vrednot, na podlagi tega, kar so že neke stranke naredile, zagovarjali ali ne, bi mogoče hitreje pa lažje napredovali. Vemo, da te nove stranke tudi nimajo kadrov. Saj zdaj vidimo, da moramo iskati kadre na drugi strani meja, pa nič slabega ne želim reči o gospe Mlinar. Sama vedno govorim, da moramo Slovenci držati skupaj, ne glede na to, ali smo v Sloveniji ali smo na drugi strani meje. Tako da... Tudi ta resor ste pokrivali na nek način? Ja, ta resor sem pokrivala in mi je bil zelo drag in dragocen. In si res želim, da bi Slovenci čez mejo sodelovali z našimi rojaki, tako da kdor je to problematiziral, da prihaja pač od drugod, Avstrijka, ne? Ja, se mi ne zdi korektno. Res pa je vprašanje, ali bo ona, ki živi v neki drugi državi, lahko zelo učinkovita pri nas, ki imamo drugačne na nek način administracijo ali pa ukrepe ali pa postopke ali pa bolj zakomplicirano, ali bo zaradi tega ona bolj učinkovita, kot pa smo mi sami ali pa naši ljudje. In škoda, da nimamo sreče z izbiro ministra za ta resor do sedaj, potem še računalniška oprema nagaja, tako da vedno zaostajamo pri črpanju sredstev, kar je pa velika škoda. Namesto, da bi že delali strategije pa razmišljali o projektih, ki jih bomo financirali iz naslednje perspektive, še 3/4 denarja nismo počrpali iz prejšnje. Se Nova Slovenija boji predčasnih volitev? Če sem včeraj poslušal, oziroma zdaj v teh dneh, ko se je govorilo o novi ministrici, koliko sem razumel vašega naslednika na predsedniškem mestu, Mateja Tonina, je dejal, da niso niti toliko proti Mlinarjevi, ampak bolj proti tej vladi, in če ne moremo sestaviti nekaj boljšega, je boljše, da gremo na predčasne volitve. Potem je bilo razumeti to, kot da je stranka pripravljena. Čeprav javnomnenjske raziskave kažejo nekako približno kot, ko ste vi stranko vodili. Ni opazen napredek. Kako vi to gledate zdaj iz Evrope? No, Nova Slovenija je do te mere stabilna stranka, da se ne bojimo iti na volitve. Seveda so pa te ankete tudi odraz dnevne politike. Enkrat pride ena afera na površje, pa ena stranka malo odskoči navzgor, pa druga malo pade in tako naprej. Tako da so vse možnosti odprte. Jaz verjamem, da ima še Nova Slovenija, Krščanski demokrati, veliko možnosti za rast. Imamo tudi, vedno pravijo, najboljši program, kar sem tudi sama prepričana. Imamo tudi precej kadrov, zato sem prepričana, da bi lahko marsikateri resor tudi sprejeli in dobro vodili. In upam, da bomo zrasli do te mere, da bomo vendarle postali vodilna sila na desni strani, kar bi bilo... Zdaj je stranka umeščena bolj po kongresu na sredino. Ja. Desno, sredino, kako? Glejte, Nova Slovenija ne gre v nobene skrajnosti. Ne? Smo bolj, seveda, ve se, od kod izviramo, drugače so pa krščansko-demokratske stranke v Evropi tudi čisto sredinske stranke. Recimo nemška CDU, po kateri se mi pogosto zgledujemo, je imela prav geslo na enih volitvah Die Mitte, ne, sredina, in to tudi ves čas poudarjajo. To pomeni, da lahko sodelujemo z enimi in drugimi. Mi smo pač po vrednotah krščanski demokrati, po gospodarskem programu smo bolj liberalni in pa naše načelo je socialno-tržno gospodarstvo, torej da ne samo liberalno brez srca, če tako rečem, ampak da smo tudi socialni in mislimo na državljane, ki pač potrebujejo pomoč. S pridihom levega, recimo, ne? Pa ne, mislim, da to, kar levičarji razlagajo kot socialni, je demagogija. Ker jaz nisem kar za to, da delimo denar tistim, ki ne želijo delati, ampak da pomagamo tistim, ki se znajdejo v stiski, ki so izgubili službo, pa trenutno potrebujejo neki prehod, ne pa, da a priori podpiramo tudi tiste, ki bi lahko delali, pa ne želijo. No, in ko vi spremljate tudi te ankete, kako
imate občutek, da stranka raste, da je na pravi poti, da lahko postane najmočnejša izmed teh 3 strank, Evropske ljudske stranke v Sloveniji, ki obstajajo? No, v bistvu v parlamentu sta 2 stranki iz Evropske ljudske stranke, tretje zaenkrat Že drugi mandat ni. Ja, seveda razmerja se lahko vedno spremenijo. Vemo, da če se samo spomnimo, kako je bila nekoč močna LDS. Ja, pa tudi Slovenska ljudska stranka, ne? In Slovenska, tako. Potem SMC, ki je dobila rekordni rezultat na volitvah, pa jih sedaj, so še, ampak jim zelo slabo kaže. Tako da v politiki se ta razmerja spreminjajo. Včasih ali pa pogosto v Sloveniji je vse odvisno od liderja, medtem ko pri krščanskih demokratih gre pa bolj za vrednote, gre bolj za neko tradicijo, konzervativne vrednote, krščanstvo, ki je vendarle odigralo v slovenskem prostoru pomembno in tudi v Evropi pomembno vlogo. No, in ste imeli tudi s prvim Lojzetom Peterletom, pa potem z doktorjem Andrejem Bajukom, pa potem z vami in še kasneje z Matejem Toninom 4 predsednike, ne? Ja, tako da možnosti so, vztrajati moramo naprej, delati dobro, čim boljše kadre, predloge pripravljati, potem pa jaz verjamem, da bo tudi za nas prišel čas. Kako vidijo v Evropskem parlamentu Evropejci s tistimi, ki se srečujete Slovenijo? Verjetno prvo, kar je kot lepo, pa tudi še vedno varno. Verjetno Bruselj ni tako varen, saj v določeni predeli, kot pa tudi zaradi migracij, pa tudi zaradi getov, kamor so, bom kar rekel, strpali tiste, ki so prišli. Tudi to vprašanje, če bilo to dobro, ne? Pa vse to se v vseh teh večjih mestih dogaja, Pariz, London, ne? Da potem še policija sploh ne upa vstopiti v tisti predel mesta, ne? Ja, kar precej stražarjev vidimo, ko se sprehajajo po Bruslju, oboroženih, tudi okrog parlamenta, seveda vemo zakaj, zaradi preteklih slabih izkušenj. Na ta način je Slovenija zagotovo še sorazmerno zelo, zelo varna država, hvala Bogu. Tudi v Bruslju vidimo, da je to multikulturno mesto, ne samo evropskih državljanov, ampak priseljencev vseh koncev sveta. Belgija je imela tudi svoje kolonije, tudi od tam so prišli ljudje. Kot ste rekli, ni pa dobro, kadar se ti ljudje naseljujejo skupaj v nekih naseljih, imajo geta in tam se pa potem... Niso se sami, ne? Mi smo jih, oziroma tisti odločevalci so jih. Ja, so jim zgradili naselja, ne? No, ni vedno tako. Recimo v Bruslju je tudi tako, da se sami Bruseljčani, sami Belgijci izseljujejo ven, svoja stanovanja oddajajo v najem, na ta način bolj zaslužijo, hkrati pa bolj mirno živijo zunaj Bruslja. Ja, tako da razmere so različne, ne. Zagotovo se pa sami temi priseljenci tudi kultura spreminja, ne. Če greš druga mesta v Belgiji ali pa tam na podeželje, bila sem tam, ker recimo Maasmechlernu, kjer je že močna slovenska skupnost, sedaj že starejši, ki so delali v rudnikih, to so urejena naselja. Če prideš v Bruselj, pa ni vedno tako. Je še Evropa krščanska? Seveda ima temelje krščanske. Tudi Evropska unija je nastala zaradi očetov Evrope krščanskih demokratov, ki so videli prihodnost v sodelovanju v teh vrednotah, ki jih krščanstvo tudi najbolj izpostavlja in ki so postale tudi splošne demokratične vrednote oziroma iz njih je zrasla demokracija. Ampak kolikšni meri pa ljudje prakticirajo krščanstvo, to je pa seveda drugo vprašanje. V nekaterih državah bolj, v nekaterih manj. Je pa po svoje tudi žalostno, da se bolj ne oprimemo teh svojih korenin, teh vrednot, to, kar nas je naredilo tako močno civilizacijo, tako napredno civilizacijo, ampak nam je včasih to malo mar za to. Medtem ko vidimo, da nekatere druge civilizacije vire pa zelo, zelo
na tem gradijo, ja, in postajajo tudi močnejše. Mi pa, kot da nam to ni, ne. Nedavno sem eno zanimivo misel slišala, da mi si skozi želimo nekaj novega, skozi nekaj novega. So pa kulture, kjer tiste stare korenine ostanejo močne in oni tam not umeščajo nove stvari. In tisti so potem močni, a ne? Mi pa, kot da hočemo staro porušiti, pa samo novo je pomembno. No, vi imate tudi radi tradicijo, ne? In ko sem vam pokazal, sem se malce pohvalil z jaslicami, ki sem jih že postavil, da ste mi nekaj povedali, ne? Ja, da ste že dali Jezusa not, pa še ne bi smeli. Ja, no, sem že malce pozabil na tradicijo, ne? Torej, ste verni, ne? Ja, tega nisem... Praktični vernik? Ja, zagotovo. Imate možnost tudi v Bruslu, kdaj iti k maši? Ja, v Bruslu, sicer ponavadi sem ob koncu tedna v Sloveniji. Zdaj sem pa imela na obisku 2 skupini iz Slovenije, ki sta bili čez vikend in sem obakrat ostala gor. In smo bili vsi skupaj pri maši v slovenski hiši, kjer je tudi slovenski duhovnik, včasih je celo več, slovensko petje, in tja pridejo mlade družine slovenske z majhnimi otroki, ki delajo v različnih evropskih inštitucijah, tako da ta belgijska skupnost je sorazmerno mlada skupnost in živa skupnost. In je prav lepo pri maši, ko vidiš te otroke, kako sodelujejo, ministrirajo, pojejo, potem zdaj nazadnje so imeli tudi Miklavža, potem pa po maši še pa druženje. To je najlažji način, kako se Slovenci tam srečajo. Ljudje, tudi vi kdaj preberete Sveto berilo, tako kot predsednik vlade? Jaz se s tem ne hvalim, je pa res, da že od osnovne šole naprej je meni to samoumevno, če sem članica cerkve, če znam brati, če me kdo povabi, to z veseljem naredim, celo mi imamo v Moravčah spisek, kdaj pridemo na vrsto, tudi vsake toliko časa napišem uvodnik za oznanila. To je moje zasebno življenje, ki ga jaz ne skrivam, ker ne vem, zakaj bi to skrivala. Meni to veliko pomeni, iz tega živim. In sem mogoče prešla tisto fazo, ko je bilo to sramotno priznati, ali pa ljudje niso upali o tem govoriti. Ste veliko v avtomobilu? Pa v avtomobilu zdaj sem malo manj. Ampak še vedno. Ja, čeprav seveda po Sloveniji tudi hodim na razne dogodke. Vse to sprašujem čisto zaradi enega razloga. Želim vam podariti izdelek iz premoga, ki ga delo Marjete Hribar, lokalne umetnice, in sicer križ iz premoga. Zanimivo. Ga bom kar ven snel, evo. Lepo. Da vas spremlja varno v avtomobilu, ne? Zato sem vas vprašal, že se veliko vozite. Je pa to iz premoga, ne? Zelo zanimivo in zelo lepo. To je oblika našega zasavskega premoga, kurimo ga ne več, ampak pa nekdo izdeluje nakit iz njega. No, zelo lepo, dobra ideja. Pred kratkim so bili pri meni na obisku v Bruslju dijaki iz 3 različnih slovenskih šol, ki so sodelovali prav v enem projektu tega, kako se že to reče, krožnega gospodarstva. In so tudi iz te žlindre, ki ostane železarne, so naredili les, pa so tisto žlindro dali not, pa steklo čez in je postalo del neke mize oziroma neke površine. Vse se da, če se hoče. Ja, ideje so pomembne in potrebne. Ja. Zdaj, meni je ljubši Božič, ne? Takrat je ponavadi sneg, čeprav zdaj ga že nekaj časa pri nas ni bilo. Bolj kot recimo Velika noč, čeprav je Velika noč večji krščanski praznik. Kaj pa vi? Kaj pa vam osebno? Kaj vam je bližje? Ja, gotovo je Božič tak lep družinski praznik, rojstvo, tam govorimo o trpljenju, o križanju, o smrti. Ampak, rojstvo, ne? Ja, tukaj pa govorimo o rojstvu, ki je vedno nekaj lepega. Sploh za mamice pa za babice, ne? Ja, to se pa res hvalim, da imam že 9 vnukov v 7 letih, to je res nekaj lepega. 3, ne? Ja, 3x3. In se veselim, ko se bomo zbrali na božični dan na skupnem kosilu. Je to kakšna tradicija takrat? Greste tudi k polnočnicam? Ja, seveda mi. Tisti, ki lahko do polnoči čujejo?
Ja, seveda, sicer hčerki živita drugje, ampak potem pridejo na Božič, medtem ko sinovo družino pa skupaj blagoslovimo hišo zvečer, tudi zmolimo, jaslice naredimo, potem gremo tisti, ki lahko, k polnočnici, drug dan pa tudi ravno tako. Tudi kaj dobrega pojeste takrat, ne? Ja, seveda, za praznike je pa potrebno. Nimamo pa daril za Božič, ampak pri nas že vsa darila Miklavž prinese. Za Božič se pa res pripravljamo na praznik. No, vse potem je pa še naslednji praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Verjetno ste tudi na tega ponosni, ne? Ja, to pa tradicionalno vsako leto preživimo na koncertu. Čeprav za mene je že 23. ko smo šli na plebiscit, ne? No, v Moravčah imamo komorni zbor Limbar, ki ima vsako leto 26. decembra božični koncert v naši podružnični cerkvi svetega Andreja in del koncerta namenimo tudi dnevu samostojnosti in enotnosti, zapojejo 2-3 domoljubne pesmi, potem imamo slavnostnega govornika, včasih sem tudi sama, včasih kakšnega drugega gosta povabimo in na ta način obeležimo tudi dan slovenske samostojnosti. In ta praznik nam mora biti res neka luč, neko vodilo, da smo takrat bili enotni in smo veliko in največ dosegli. Tako da, če hočemo še kdaj velike stvari doseči, moramo biti večkrat enotni. Pa ni treba čakati na krizo, ne? Ja. Gospa Ljudmila Novak, hvala, da ste bili naša gostja, pa jaz upam, da še kdaj. No, hvala za povabilo in prijetno kramljanje. Hvala pa tudi vam za pozornost in po zasavsko srečno. Spoštovani, želim vam lepo praznovanje Božiča, tega družinskega praznika, in da bi opazili, koliko lepih stvari nas obdaja, koliko dobrih ljudi, in da bi tudi sami temu sledili. Želim vam tudi, da bi ponosno praznovali dan samostojnosti in enotnosti, ko smo se Slovenci povezali in res dosegli nekaj velikega. To naj bo tudi naše vodilo za prihodnost. V novem letu pa seveda veliko zdravja, dobre volje, prijetnih srečanj in moči za vse življenjske naloge.